Ne vem, če se spomnite QR kode in aplikacije, ki jo je Janševa vlada tako potiskala. Ni bilo njihove javne konference, da ni pisalo aplikacija za rešitev in zravnava krivulje, virusne krivulje, za javno zdravje, naložite si aplikacijo, sledenje stikom. Dragi moji, jaz vam bom danes nekaj povedal. Sedaj sem pripravil za vas en kratek prispevek, preden si pogledamo film, ki ga moramo videti, in sicer z naslovom, ko policija zaseže QR mobilno zdravstveno aplikacijo za COVID-19, da izvaja globalni nadzor. Naslov vidite za mojim hrbtom. In sicer zgodba teče tako. Garansburg je svetovni raziskovalni novinar, je kitajski dopisnik s sedežem v Tajvanu in preiskuje Južno Azijo iz New Delhija. Dne 21. decembra 2022 pa je zapisal sledeče. Poročilo iz Jeruzalema. Se pravi, Majd Ramlavi je stregel kavo v starem mestnem jedru Jeruzalema, ko je na njegovem telefonu naenkrat se narisalo srhljivo besedilno sporočilo. Se pravi, na telefon je v nekem trenutku med delom dobil sporočilo, ki mu je v arabščini zapisalo. Opazili so vas, da ste sodelovali pri nasilnih dejanjih v mošeji Al-Aqša. In človek to gleda. In takrat 19, ker je to bilo 2 leti nazaj, takrat 19-letni Ramlavi je bil med stotinami ljudmi, za katere odvetniki za državljanske pravice ocenjujejo, da so dobili besedilo lani, na vrhuncu enega najbolj turbulentnih obdobij v sveti deželi, vezano na COVID. Mnogi, vključno z Ramlavijem, pravijo, da so samo živeli in delali v soseski in da niso nič imeli opraviti z nemiri, popolnoma nič. Hodili so v službo ali so bili pa doma v lockdownu. Ampak Ramlavi, česa on ni vedel? Ni vedel, da je Agencija za notranjo varnost Shin Bet uporabljala podatke od QR tehnologije, ki je namenjena za sledenje stikov, v bistvu za množični nadzor in za mobilizirano sledenje stikom s koronavirusom. Se pravi, to medicinsko aplikacijo je policija uporabljala proti prebivalcem in državljanom Izraela za namene, ki niso povezani s COVID-19 epidemijo, temveč za povsem druge namene, ki so povsem v nasprotju z namenom uporabe podatkov iz QR aplikacije. Moram pa povedati, ko ti nekdo uporabi aplikacijo za en povsem drug namen, ki jo reklamira, to se pravi, jaz sem o tem zelo veliko pisal, se spominjam, takoj ko aplikacija ven prišla, sem videl, da je to ena velika laž in sledenje stikom se bo in se je uporabljalo tudi za druge namene in vsi tisti, ki imate to aplikacijo na telefonu, čim prej jo zradirite. Čim prej se je znebite, ker vas slika prisluškuje, ker dela vse drugo, sam tisto ne, kar bi mogla, kar je namenjena za javno zdravje. Lejte, v nepredvidljivih zgodnjih dneh v tistem času pandemije so milijoni po svetu verjeli vladnim uradnikom. Tudi v Sloveniji je bilo tako, ki so rekli, potrebujemo zaupne podatke za aplikacijo za sledenje stikom, ki bi lahko pomagala zaustaviti širjenje koronavirusa. Ja, ti ljudje nam sam dobro hočejo. Hočejo, najprej ustvarijo virus, ga vržejo med ljudi, pol ga hočejo pa ustaviti in ti dajo aplikacijo, en računalniški program bo zdaj virus ustavil. Ljudje božji, ko sem jaz to slišal, jaz nisem mogel spati, sem rekel, če pa si bo to kdo inštaliral, pa te bo totalen butelj. In takih butlov je bilo 80% v Sloveniji, če se opravičujem sem, da tako rečemo. Ne. V zameno so vlade od posameznikov, pa kaj so dobile, kopico zasebnih zdravstvenih podatkov, zasebnih zdravstv, fotografije, filme in druge datoteke, ki so zajemale oblike, mere, profile in podatke njihovih obrazov in pa seveda, kar pa je najključno, tudi vse njihove domače naslove. Ker ti aplikacije nisi mogel prenesti v telefon, mogel si jo imeti zaradi QR kode, ampak nisi jo mogel prenesti, seveda, če nisi dal noter svojega naslova, hišne številke in tako naprej. Od Pekinga do Jeruzalema
do Hyderabada v Indiji in Pertha v Avstraliji je preiskovalni Associated Press ugotovil, so oblasti te tehnologije in podatke uporabile za zaustavitev potovanja aktivistov in navadnih ljudi. S pomočjo te aplikacije so se spravili nad ljudi. In so jih uporabljali te podatke za nadlegovanje marginaliziranih skupin in razrušili ljudi, ki so se povezovali. Vse skupine so razbijali zaradi zdravstvenih informacij z drugimi nadzornimi organi in zakonodajo. To policija, se pravi, je kompletno sodelovala. To je v bistvu bilo orodje za izvrševanje razdiranja in kriganja ljudi med sabo in za zapiranje ljudi. V nekaterih primerih so bili podatki deljeni celo vohunskim agencijam iz teh aplikacij. Zadeva je postala aktualna skoraj 3 leta, pazite, 3 leta po pandemiji, ker so ljudje to aplikacijo imeli na telefonih. In v nekaterih državah, recimo Kitajska, ima še zdaj izredno strogo politiko. Zero COVID, brez covida, je nedavno sprožila, bom rekel tako, saj ste slišali, najostrejšo javno grajo, v tej pandemiji, in ta politika totalitarnega vodstva države s prodemokratičnih protestih na Trgu nebeškega miru, že iz leta 1989, če se spomnite stvari za nazaj. No, preiskovalni novinarji so več kot leto dni intervjuvali vire in preučili na tisoče dokumentov, da bi razumeli, kako so bile sploh te tehnologije s to aplikacijo za QR kodo, kako se tržijo za izravnavanje virusne krivulje in kako je ta aplikacija, ki bi mogla biti za javno zdravje, izrabljena in uporabljena predvsem v druge namene. Tako kot je recimo po terorističnih napadih 11. septembra se celo ravnovesje premaknilo med zasebnostjo in nacionalno varnostjo. Je COVID-19 dal uradnikom na tak isti način uradno opravičilo za vgradnjo orodij za sledenje posameznikom v samoizolaciji. Vsaka intervencija, ki daje dovoljenje in moč državi, dragi moji, za spremljanje posameznikov, ima Ostržkov dolgi nos. Ima eno dolgo laž in je sistem represije in odvzema demokracije ter človekovih pravic. To je dejal John Scott Railton, višji raziskovalec pri spletnem nadzoru Citizen Lab s sedežem v Torontu. Ko ta dolgi nos enkrat dobite, je malo verjetno, da bo kdaj izginil. Laž ostaja, laž se sčasoma razblini. Kaj pa ostane? Ostane pa nadzor. In ta rdeča šifra v Kitajski, hvala Bogu, da tle pri nas to gre malo bolj počasi, ampak se vse to pripravlja. Ampak na Kitajskem je uvedla stroge zapore zaradi COVID in tam so bili državljani prisiljeni, če so hoteli sploh karkoli narediti, namestiti to aplikacijo za mobilne telefone, da so se lahko na podlagi tega dovolili, se pravi dobili dovolila, če je bila koda zelena, da sploh je lahko šel delati, da je lahko karkoli kupil. Na podlagi telekomunikacijskih podatkov in vse veste, rezultatov PCR testov, te aplikacije izdelajo potem QR kodo, ki se spremeni v zeleno, rumeno, rdečo, odvisno od zdravstvenega stanja osebe. Seveda je to zdravstveno stanje osebe namišljeno. Uporaba te sledilne aplikacije in zaklepanja ljudi so del obsežnih kitajskih politik preprečevanja COVID pandemije. Se pravi, bolezen, najbolj občutljivo stvar v družbi, izrabljajo za nadzor. Če to ni svinjerija, če to dopuščamo ljudje in če plačujemo te ljudje, ki bi mogli biti v naš servis, delati v naše dobro, potem tudi ne vem, kako in kaj naprej. Nekaj bo treba spremeniti, ker prebivalstvo in ljudi po Kitajskem in po vsem svetu, glejte, je uporaba te sledilne aplikacije in zaklepanja ljudi obsežnih kitajskih politik preprečevanja COVID pandemije največja laž. Če se spomnite, par mesecev nazaj, tistega požara na Kitajskem, kjer je umrlo 10 ljudi, so mnogi krivili kitajske politike, ki so se igračkali
to načelno toleranco za COVID. Ne. Groza. To je sprožilo divje demonstracije v kitajskih mestih po vsej državi. Največji prikaz demonstrativnega kljubovanja v desetletjih se je kazal po pregledu QR kod na teh posebnih mestih, kot so šole, bolnice in domovi za ostarele. Tam so ljudje znoreli, so vse to razmetali, so uničili vse. In prav imajo, mogli bi še kaj uničiti. V zadnjih nekaj letih je Kitajska doživela totalno spremembo. Zdaj, moram reči, da je potem kitajska vlada to zadevo nekako preklicala, ampak glejte, ker je to bilo že obstoječe v mestnih provincah in že imajo to nekako upeljano, te kode, ljudje so se navadili. A veste, če vi 21 dni eno stvar ponavljate, da vam pride kar v navado, avtomatsko začnete to delati. In tam so mesta in province kljub ukinitvi vlade teh mobilnih stvari in QR kode, so to kar ohranili v restauracijah, ti mali džekeci, šefi pisarn in te privatniki. A veste, ker to gre za privatni biznis, hoteli, telovadnice, klubi, kljub vladnemu preklicu uporabe aplikacije so še vedno zahtevali QR kode za vstop. Sliši se neverjetno, kaj ne? Verjamem, da se sliši neverjetno. V zadnjih nekaj letih se je to na Kitajskem spremenilo in se spremenja in upam, da tako, da ki kaže, da si bil z nekom v telesnem stiku, kjer kaže, kdo je s kom prijatelj, za razbijanje moči ljudi, da se bo tudi v Sloveniji in tudi v Evropi in širše po svetu, da bodo ljudje prišli do teh informacij in do vsega tega in da se ta zadeva enkrat zaključi. Namreč sedaj po teh raziskavah obstajajo dokazi, da so bile te QR kode in sledenje stikov tako močno izrabljeni in ta državni zdravstveni kodeks izrabljen in uporabljen ne za izboljšanje javnega zdravja, temveč za zadušitev nemirov, za rušenje skupin, za krčenje kontaktov, za medsebojno kreganje. In gledajte, očitno je povsod po svetu enako. Če se spominjate, kako je bil COVID v začetku 2020 organiziran, naenkrat so imeli povsod vse enake termometre, ko so v glavo merili, naenkrat so bile povsod palčke po vsem svetu. A veste, kakšne priprave je to? To so se par let prej že pripravljali. Tako da mene ne bo nihče prepričal, da to ne gre za pandemijo oziroma za umetno ustvarjanje panike, za umetno ustvarjanje najprej epidemije, potem pandemije, ki se potem za protiutež ponudi kot rešitev, zdaj bomo pa dali aplikacijo in za nadzor ljudem. Tisti državi, kjer to uspe, zakoni dobesedno podivjajo. In to je ta nova normalnost. To je ta, tolčejo nas z dvojno zakonodajo, z redno zakonodajo in potem še z namišljeno zakonodajo. Spravi, mi imamo dvojno zakonodajo. Zakonodajo, ki nas tolče, po kateri se moramo vse držati, in potem še zakonodaja, ko prideš pred špar, ko prideš na pošto, ko prideš na urad in ti rečejo stvari, ki sploh niso zakonite. Se pravi, imamo zakone, ki jih korporacije vsiljujejo državam zaradi dolgov in pa državno, tako da imamo državljani, moramo podvojne zakone izpolnjevati. Pa kam smo prišli, ljudje božji? In danes smo gledali tovarno konsenza, ljudje sploh več ne razmišljajo. Zdaj bomo si pa pogledali tako imenovano po medijskem konsenzu še prepoznavanje obraza. Prepoznavanje obraza, kam pelje, kaj to pomeni, kakšne so te stvari in kakšne so te prednosti in slabosti, nam bo povedal človek, ki, kot sem rekel, je 28 let delal v Silicijevi dolini in to kamero tudi izumil. In danes pravi, da če bi vedel, zakaj se bo to uporabljal, da bi najverjetneje v življenju se odločil za drug poklic. Torej, najprej smo rekli, je bila tovarna javnega konsenza. Upam, da si boste na
Odyssey film še pogledali, ker ga bom objavil, ker je tako nabasan z informacijami, da v 6 minutah dejansko pove vseh 5 točk, po katerih nas mobilizirajo, hipnotizirajo, začarajo in ljudje slepo grejo v vrsto. Bi jaz mogoče naredil 3-minuten, 5-minuten presledek, ker film je dolg 1:05 minut, tako da, glejte, naredimo 5 minut pavzice, a ne, potem vas bom poklical nazaj pred Zoom, tisti, ki boste si vzeli malo sprehoda oziroma toaleto ali pa kakšno pijačo, ker gre le za silvestrski večer. Pozabil sem vam povedati to. Začeli bomo s težko temo in vidite, da smo začeli s težko temo, tako kot je bilo težko to leto od začetka, zaključili bomo pa bolj lahkotno. Tako da zdaj pride v bistvu tisti najtežji del, ta film, ki želim, da ga vsi vidite. Če poznate koga, ki veste, da bi mu prišla prava informacija o mobilnih telefonih, ker to res vsi uporabljamo, povabite ga, pokličite ga, da si bomo to skupaj pogledali, ker je res izjemen pogovor, informacija in intervju.